Pozdravljeni kitaristi začetniki, Jure tukaj. Danes si bomo pogledali, kako se prime A-mol in A-dur. Pa dajmo začeti kar z A-molom. Uporabili bomo 3 prste, kazalec, sredinc in prstanec. Sredinca bomo položili na drugo polje 4. strune, prstanec bomo položili na drugo polje 3. strune in kazalec bomo položili na prvo polje 2. strune. Zaigrali bomo še 2 struni, prazno peto in prazno prvo. Toni, ki jih igramo znotraj A-mola, si sledijo A, E, A, C, E. Da definiramo A-molov akord, rabimo 3 tone, in sicer primo, ki je v našem primeru A, rabimo terco, malo terco, ker smo v molu, kar je v našem primeru C, in pa kvinto, čisto kvinto, ki je v našem primeru kaj? E, se pravi. Opa. Ja, ponovno bi opozoril, da kitara ni tak inštrument kot klavir, ki si stvari sledijo lepo linearno, in v našem primeru v bistvu zaigramo prvi ton, potem peti, ponovno prvi in šele potem tretji. Treba se malo navaditi, ampak vi boste že. Bi pa še eno stvar majčkeno kot zanimivost povedal. Jaz sem si ta akord zelo hitro zapomnil, ker je zelo podoben E-duru. Ja. Tako, stvari si hitreje zapomniš, če si lahko majčkeno povezuješ. Ok, to je bil A-mol, zdaj pa gremo na A-dur. Vsa razlika, ki jo bomo naredili, oziroma stvar, ki jo bomo spremenili, je, da kazalca ne bomo uporabljali, ampak bomo uporabljali mezinec. Če ste pogledali moj prejšnji filmček, sem vam rekel, da vam bo zelo prav prišlo, če boste s srednjima 2 prstoma prijeli tole kvinto in pa oktavo. Zaradi tega, da boste lažje uporabljali mezinec in pa kazalec. No, in zdaj, ko smo na A-duru, bomo videli, da moramo tole, ta C, moramo zvišati za pol tona na cis, da dobimo veliko terco. Ja, in to je pa A-dur. Toni v A-duru si pa sledijo takole. A, E, A, cis, E. A-dur. No, jaz upam, da vam je tole prav prišlo. Se vidimo v naslednjem filmčku, ko bomo pa govorili, boste videli, o čem bomo govorili. Čau!